Področje obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije je porazgnano kot ogromen potencial za zelena delovna mesta. Vendar je tudi povezano z novimi materiali in tehnologijami, katerih uporaba zahteva usposobljene strokovne kadre. Tudi na področju energetske prenove stavb je tako. In ker je povečanje učinkovitosti rabe energije v stavbah v Evropi ena nosilnih strategij za blaženje podnebnih sprememb in zmanjšanje odvisnosti od nafte, je bila v Sloveniji že pred 20 leti ustanovljena mreža energetskih svetovalcev En svet. Zdaj je razširjena po celi Sloveniji in je namenjena svetovanju gospodinjstev za povečanje energetske učinkovitosti in promocijo obnovljivih virov energije. Poslanstvo in dejavnost mreže En svet je predstavil svetovalec Bojan Žnidaršič iz Cerknice. Poslanstvo energetskega svetovalca za gospodinjstvo v projektu En svet je, da pomagamo gospodinjstvom, konkretnim ljudem z konkretnimi problemi in pomagamo ponajti jasno konkretne odgovore. Celotno naše delo obsega učinkovito rabo energije, kar pomeni vse na ovoju stavbe, od kleti, od temeljev, do fasade, oken, do zadnje plošče ali do strehe. In seveda jasno učinkovita raba energije tudi pri ogrevalnih sistemih. Te ogrevalni sistemi so namenjeni za pripravo sanitarne vode ali za ogrevanje prostorov, usposobljeni in tudi velikokrat moramo svetovati tudi za posledice nekih slabih rešitev, ko so recimo toplotni mostovi, ki potem producirajo, proizvajajo plesen v notranjih prostorih. Tukaj pomagamo z nekimi rešitvami, teh rešitev je veliko. Smo dober informator tudi za finančne pomoči Ekosklada, kar pomeni kredite in subvencije. In seveda vseh skupaj z strankami, z gospodinjstvi, ki pridejo v naše svetovalne pisarne, ponajdemo odgovore praktično za vse težave. Velikokrat v šali rečemo, da smo kot zdravniki splošne prakse. Takrat, ko pridejo ljudje k nam in na neki način poslušamo, svetujemo, kar lahko svetujemo, damo kakšen dober nasvet, kakšen aspirinček. Če pa je potrebna kakšna večji poseg, potem pa jih pošljemo na operacijo, kar pomeni k projektantom, da jim potem projektantje zrišajo neke te rešitve ali pa k usposobljenim izvajalcem. Z vidika delovnih mest je mreža En svet pomembna kot spodbujevalec zelenih delovnih mest v industriji gradbenih materialov in izdelkov, ki se uporabljajo pri sanaciji stavb, ter v različnih storitvenih dejavnostih, ki so s tem povezane. Bojan Žnidaršič je tudi prepričan, da je energija pomemben generator razvoja podeželja. Pri razvoju podeželja je energija en tak velik lahko generator razvoja kot takega. Recimo letošnji žled je tu pokazal definitivno, da so lahko kmetje poleg pa lastniki gozdov, poleg proizvajalcev tudi proizvajalcev hrane, tudi proizvajalce energije kot take. Podeželje slovensko je bilo prve kulturne krajine so bile ob potokih, kjer se je zajela energija potoka in so se potem naredile gor elektrarne, žage, mlini. To je pravzaprav neka tradicija v Sloveniji, tudi po celi Evropi, ki je potem s to industrializacijo, z industrijsko proizvodnjo elektrike, pravzaprav začela rušiti neke utečene razvojne potencijale podeželja in podeželje zdaj umira. Eno najbolj prepoznavnih slovenskih podjetij, ki svojo poslovno uspešnost celovito gradi na učinkovito rabi energije, je ajdovski Pipistrel. Izdelujejo vrhunsko energetsko varčna letala, s katerimi zmagujejo na prestižnih tekmovanjih. Direktor Ivo Boscarol je o tem, kako se je začela zelena zgodba Pipistrela, zakaj konkurenti na področju proizvodnje letal Pipistrelu ne sežejo do kolen, kako se je v podjetju širila filozofija energetske učinkovitosti in s časoma prerasla v Pipistrelovo celovito zaščitno znamko Ecolution, pravi. Kar se tiče letalstva, sem bil najprej na začetku jadralec, in jadralna letala letijo brez moči motorja. In ko sem potem prišel v to fazo, da sem začel letala tudi načrtovati, sem rekel, zakaj bi mi energijo metali skozi okno, če jo pa ni treba. In sem rekel,
bom načrtoval letala tako, da bo potrebna energija čim manjša, da bo hrup čim manjši in tako naprej. Takrat sem bil v očeh mojih konkurentov najbolj neumen letalski konstruktor, ker bencin je bil seveda zastojen, hrup ni bil pomemben, ne. Ampak zdaj v teh 20-25 letih, ne, ko se je pa trend obrnil, ne, ko hočejo vsi, bom rekel, biti energetsko učinkoviti, ko hočejo vsi zeleni biti in tako naprej, imamo pa mi seveda 20 let prednosti, ne, in zaradi tega nam nobeden ne pride do kolen, ne. Mi smo leta 2007 uspeli predstaviti prvo popolnoma električno letalo, ne zaradi tega, ker bi bili močni v elektriki, ne, ampak zaradi tega, ker je bilo naše letalo pač grejeno tako, da je bila potrebna energija tako majhna, da je tudi elektropogon, ki je še vedno zelo šibek, zadoščal, ne. In seveda, če smo začeli potem graditi taka letala, ne, ki so bila bistveno bolj energetsko učinkovita od drugih, ne, potem je bilo pošteno razmišljati o tem, da morajo biti tudi narejena v takem podjetju, ki je energetsko učinkovito, ki je samozadostno, ki ne onesnažuje, ne. Potem seveda je ta filozofija prešla tudi na zaposlene, da pač živimo na tak način, da se vozimo na tak način. In pol je to preraslo dejansko v eno tako našo zelo močno filozofijo celotnega brenda, ne, da nas dejansko zdaj vsi, kolikor hitro rečete, pipistrel je učinkovitost, ne. In to je energetska učinkovitost, kar pomeni seveda racionalno rabo fosilnih goriv, tudi če so motori bencinski, da niso električni in tako naprej. Tako da, ja, to je taka, mi imamo to prav tudi zaščiteno znamko Ecolution, ne. Tako da je to cela, bom rekel, zgodba, ne, da namesto za novo leto, namesto čestitk posadimo drevesa, da ne podiramo dreves in tako naprej. Čisto vse gre v tej smeri, ne. Ta objekt, v katerem smo, ima 11 sistemov racionalne rabe energije in proizvodnje energije, ne, je popolnoma energetsko samozadosten, od geotermalnih sond do kogeneratorja, do sončne elektrarne, do polja za skladiščenje energije in tako naprej. Boscarol tudi pove, da biti pionir ni enostavno. In skratka postavljamo ene standarde v letalstvu, za katere smo prepričani, da bo jutri nekaj normalnega. Danes je pa seveda težko biti, ne, zlasti na področju letalstva je težko biti pionir, ker je treba premikati meje, treba premikati zakonodajo, treba premikati miselnost v glavah in tako naprej. Pipistrelovi kupci so osveščeni in zahtevni. Moji kupci so osveščeni ljudje, ne. In ne glede na to, ali so Američani, ali so Kitajci, ali ne vem, od kje so, oni se zavedajo, kaj so globalne spremembe, oni se zavedajo, kaj je racionalna raba energije. In ne nazadnje, bogatejši kot je kupec, bolj je varčen, oziroma bolj je racionalen. In noben, ki je obogatel, ne meče denarja skozi okno, ne. In on še prekleto dobro pogleda, ali letalo rabi 30 litrov na uro ali samo 15 litrov na uro. Del Pipistrelove zgodbe o energetski učinkovitosti je tudi stavba njihovega razvojnega in raziskovalnega inštituta, v katero so vgrajene najmodernejše tehnologije s področja učinkovite rabe energije in pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Glede na lokalno mikroklimo je bila določena celo pozicija stavbe. Izraba geotermalne in sončne energije, visoko učinkovita okna in prezračevalni sistemi stavbi omogočajo popolno energetsko samozadostnost. V času naraščajočih cen energentov in vprašljive zanesljivosti oskrbe z njimi, to seveda močno zvišuje konkurenčnost podjetja in njihovih izdelkov. V Pipistrelu o prilagajanju na spremembe in pomenu neodvisnosti od fosilnih energentov razmišljajo takole. Mi vsi skupaj smo premajhni, da bi lahko, ne vem, globalne spremembe krojili ali pa bi spreminjali atmosfero ali pa pogoje, lahko se pa zavarujemo, ne. In to, kar mi delamo, je praktično to, ne. Mi imamo objekt, ki je energetsko učinkovit, neodvisen od omrežja, dejansko samo iz obnovljivih virov. Zakaj? Ker če bo jutri prišlo do močnejših klimatskih sprememb, ne, tako kot so bile zdaj recimo v Sloveniji ta žled, ne, če bi tukaj bil žled, mi bi delali celo zimo lepo na toplem oziroma cel čas pa poleti na hladnem,
zaradi tega, ker nismo odvisni od omrežja. To je pomembno danes. Ne? In če že ne moremo spreminjati sveta, potem se lahko sami sebe zaščitimo, zato da delamo, bom rekel, s čim manj potrebe po fosilnih gorivih, s čim manj potrebe po energiji in še tisto, kar delamo, da ne, bom rekel, doprinašamo k slabemu oziroma da ne onesnažujemo in tako naprej. In to ni pomembno, bom rekel, sam za nas, ampak dejansko tudi za blagovno znamko, da danes ljudje to cenijo vedno bolj po svetu. Pipistrelove zgodbe o uspehu pa ne bi bilo brez visoko usposobljenih zaposlenih. Predstavitev Pipistrela zato zaključimo z nekaj mislimi Iva Boscarola o pomenu lastnega znanja in motivirajočega delovnega okolja. Danes je celotno svetovno znanje na dosegu leve tipke na miški od računalnika. Zato, da pričakuješ, da je produkt dober, mora biti delavec zadovoljen, zato, da pričakuješ, da je produkt inovativen, mora biti delavec motiviran. To znanje je pomembno, ker če to znanje kupujete, potem ste takoj druga liga. Vi znanje morate imeti doma, je treba pa seveda sodelovati, mi sodelujemo z univerzami, z inštituti praktično povsod. Ker danes, če znanje skrivaš, enostavno ga bo skrivali tudi drugi. Ko smo zmagali na NASA, smo Američanom pobrali tam 1,5 milijona, so imeli moji znanstveniki ponudbe od NASA, od Google in tako naprej, po 200-250 tisoč dolarjev na leto, pa ni nobeden šel, pa tukaj imajo 4-krat, 5-krat manj. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker danes mladim pomeni več motiv, pomeni to, da so ponosni na to, kar naredijo, da s ponosom lahko povejo, kje so v službi in tako naprej. Seveda, denar je pomembno za to, da preživiš, da imaš tisti normalen standard, vendar mladim denar ni vse. Ne? Jaz pravim, da bogatstvo človeka se vidi, ko mu odzameš finančni del, takrat vidiš potem, koliko je on bogat. In to tudi vsi, bom rekel, tisti, ki so res nekaj pomenijo, ali Larry Page od Google in tako naprej, vsi na enak način razmišljajo. To je to.